večer, pozdravljen Miren. Lep pozdrav, Ljubica. Ja, živijo. Me veseli, da si se odzval v mojem pozivu. Malenko bomo počakala, da vidimo, ko se nam bojo malo pridružili. Evo, nekdo je že z nami. Dober večer, drage carice. Lepo prosim, če daste en znak, da me slišite in me vidite, je vse v redu. Če daste kak like ali pa kakšnega srčka, lahko pa tudi v chat napišete. Malo nas posrčkajte, no. Ja, tako. Da tremo zgubimo. Miran je rekel prej, da ima malo treme. Tole danes pred caricah, to je kar zalogaj. Dober večer, drage carice, pa lepo prosim, če evo, en srček, to se pravi, da nas slišijo in vidijo. Drage carice, evo, kot vidite, nocoj bo moj gost Miran. Lep pozdrav. Vidiš v chatu, kdo piše? Dober večer, Karmen. A vidiš od strani? Imaš na ekranu? Okay, ja, sem vidim, ja, super. Okay, super. Hvala, Karmen. Tako da, drage carice, z Miranom se že nekaj časa poznava. Oba smo podjetnika in hodimo na razna izobraževanja, učimo se vedno nekaj novega in oba vlagamo v svoje znanje in tako smo se tudi nocoj dogovorila, da povemo malo o partnerstvu in odnosih. Partnerstva so lahko, se vemo, prijateljska, lahko so podjetniška, lahko so osebna partnerstva, kot v življenju imamo različne partnerje, a ne Miran? Tako. Najprej bi te prosila, da se predstaviš, kdo si, odkot prihajaš, s čem se ukvarjaš, malo carice izvejo. Okay. Kdo je nocojšnji car z menoj? Tako, hvala. Okay, carice si zaslužijo enega carja, ne, ker v bistvu carice brez carja ne morejo biti. Točno tako. Drugače sem Gorenc. Ali pa obratno. Tako, obratno. Ampak v bistvu, kot bo mogoče kasneje tudi pogledala, je v caricah ključ. Ne, ker zdaj prihaja, oziroma ne prihaja, že smo krepko v dobi caric in carice so tiste, ki spreminjajo svet, ki kreirajo nove carje. Carji smo zdaj, majčkeno smo zatajili, no, v tej dobi. Zdaj tukaj je res doba caric. Ja, potrebujemo ženske energije, malo več te ženske, da smo ženske in malo nežnosti in občutka. S tem ne pomeni, da bomo mi neke feministke ratale, pač karkoli, brez vas ni nas in obratno, kot sva rekla, in se strinjam, ja. V svetu je preveč te moške energije, no. Tako, ja, tako. Okay, zdaj sem začel že kar... Ko se meni odpre, se mi včasih odpre. V glavnem, jaz sem drugače energijski trener za uspeh, ukvarjam se z energijo, ne? Kar se pa tiče odnosov, pa pravim, da sem energijski ekspert za partnerstvo. Ne? To pomeni, bo pogledala majčkeno tudi naprej, da dejansko partnerstvo pomagam dvigati, obuditi, pozdraviti s pomočjo energije, da ni samo, ker človek je dejansko celostno bitje, ne, in je v bistvu tudi celotno, bom rekel, zdravljenje, transformacija mora potekati na vseh nivojih. Ne. Zdaj, kar se tiče mojih referenc, ne, v bistvu učil sem se, ne bom rekel na ulici, ne, ampak na žalost učil sem se skozi težke izkušnje. Ne. Na lastni koži, verjetno. Tako. Tako da v bistvu včasih povem 4 nivoje mojega partnerstva, ne, če vas zanima. Ne. Ja, lepo prosim. V bistvu prvi nivo je, bil sem v partnerstvu, kjer sva se skoraj pobila. In dejansko, ko sva se ločila, sva potrebovala odvetnika. Okay, tukaj je potem še druge zgodbe, so na koncu se meni res skoraj šlo, da dejansko bilo super. Ne. Tako da bi se to je bil prvi nivo. Ne. Potem sem bil v partnerstvu, kjer sva se v 4 letih 4-krat
skupaj selila in 4-krat narazen. In v bistvu dejansko sva tolažila drug drugega, ne? In dejansko je bilo partnerstvo bolj neka tolažba, bolj neko iskanje neke sorodne duše, kar pa dejansko sploh ne funkcionira. In v bistvu na koncu te veze sem jaz tudi v bistvu zbolel, ne. Dejansko sem videl, da vsa ta nezadovoljstvo, vsa ta nakopičena energija se mi je zmanifestirala, ne, tako da sem potem videl na koncu, da pač je treba iti ven, ne. Tako da ja, in potem naslednji nivo je bil sem v partnerstvu, ker je dejansko vse izgledalo, da je super, ne. Tudi ostali, ko so naju poznali, ko so naju videvali, so bili v bistvu vidva sta super, uno, tretje, ne. Ampak dejansko v bistvu midva sva hotela več, ne. Imela sva majčkeno drugačno vizijo, drugačne vrednote, stvari so se v bistvu, ugotovila sva, da dejansko, ne moreva dati drugemu tisto, kar res želiva. Tako da ja, in zdaj sem pa v partnerstvu, ki je pa super. Dejansko pač s partnerko skupaj osebnostno rasteva, delava stvari skupaj, tudi v bistvu coaching delava skupaj, tako da dejansko pač tukaj je, bom rekel, partnerstvo, ker dejansko postavljava neke višje vrednote nad naju, ne, da ni samo partnerstvo, kakor se reče v angleščini, is not just about us, ne gre samo za naju, ampak v bistvu gre še za nek večji doprinos, ne. Tako da v bistvu, ja, ampak to mogoče za kasneje, ne. To je tudi zelo pomembno pri partnerstvu, da partnerja lahko imata. Ja, in na koncu se vse uredi, tako kot smo reče. Tako da, jaz vam čestitam in držim pesti, da vam res uspe, ne zato iz slabih izkušnje, ampak ker te tudi osebno nekoliko poznam in si res pošten in v redu človek in verjamem, da tudi res pač pride tista češnjica na torti, tako kot je treba. Pozdravljam. Samo sekundico, pozdravila bi Tončko iz Murske Sobote. Lepo prosim, drage carice, če napišete v chat, odkot nas gledate, lahko pozdravite nocojšnjega mojega gosta, lahko kaj vprašate, kar z besedami na plan ali s črkami na plan, kako se že reče, ker noben od naju ne grize, če imaš kakšne izzive, kjerkoli, v kakšnem partnerstvu, kar postavite vprašanje, bomo z veseljem odgovorila, ne Miran. Tudi kaj takega, kar niste nikoli upale vprašati, ali pa nikoli dobile odgovora. No, me veseli. Ja, tako, sem te prekinila, si hotel še nekaj predodati? Ne, v bistvu, mogoče samo tako, ko v bistvu dostikrat, ko se pogovarjam z ljudmi, ne, je dosti nekih mitov, zdaj se ravno lotevam teh mitov, bomo še kakšnega pogledali, ne, ko v bistvu krožijo, pa dejansko na nek način, bi rekel, bolj škodijo ljudem, ne, ko jih poslušajo, to so pač razni, ne bom zdaj, ker nimam pravice, da sodim, ampak razno Kozmo, razne revije, ne, se jih je ogromno, ne, takih revij za ženske, ne, v bistvu, ampak dejansko so neke stvari, počakaj, dokler ne najdeš pravega, ne, zagotovo bo prišel pravi in tako naprej, ne, ampak to je isto, ko bi rekel Ljubica, kar počakaj in bo tisto veliko naročilo prišlo. Oni milijoni bodo prišli. Ne. Brez akcije se nič ne zgodi. Tako. Kaj je pa ključ do uspešnega partnerstva? Ja, v bistvu, jaz imam eno tako definicijo, ne, da sta partnerja, sta dva srečna, zadovoljna, uspešna, izpolnjena in samostojna posameznika, ki skupaj delita življenjsko izkušnjo. To pomeni, da na nek način moramo najprej takšni postati. Ne. Sreča je moja odgovornost. Ne moram pričakovati, da me bo partnerka osrečila, isto recimo ženske, ne morete pričakovati, da vas bo partner osrečil. Ne. In dejansko, tako kot vidimo recimo v podjetništvu,
dva slaba delavca ne naredita nekega dobrega podjetja. Ne? Nek kitarist, ki ne zna igrati, pa pevka, ki nima posluha, ni dober ansambel. Ne? To pomeni, da isto v partnerstvu, ne, če gledamo včasih tiste recimo oglase za, ne vem, kje že so, ne, mogoče bolj na takih, ampak recimo osamljen, razočaran, prevaran, ne vem kaj, išče sorodno dušo, ki ga bo odrešila. Ja, bom rekel po domače, prav čakajo nate. Ja. Mislim, prav čakam zdaj recimo, da sem jaz samski, prav čakam eno razočarano, ki bo hotela, da jo zabavam in tako naprej. Ali pa recimo, dostikrat vprašam, ne, ljudje hodijo v hribe, ne. Okay, greva midva v hribe, ne. Ampak recimo, če greva midva se dogovoriva in če bi recimo me vsako uro rabila 20 minut čakati, okay? A bi se še dogovorila z mano za? Ne bi. Isto je po partnerstvu. Tako da v bistvu dejansko mi moramo prej postati to in potem lahko imamo takšno partnerstvo. Najprej moramo biti ljubezen, potem lahko imamo ljubezen. Tako. Ker v bistvu je to tako, ne, jaz sem v preteklosti recimo, ne, sem bil z eno partnerko, ne, in dejansko ona je bila ful dobra plesalka, ne. Jaz sem bil pa pač tako, nisem bil slab, ampak ona je bila res dobra plesalka, ampak to je bilo težko, ne. In potem seveda sva šla dejansko sva šla na tečaj, ne. Sem imela srečo, sva privatni inštruktorja, pa tako, ne. Tako da v bistvu isto je, ne, tako kot sem rekel, noben vas ne bo čakal. Ali pa recimo pri tenisu, noben se ne bo z vami igral, če ne znate. Ampak v bistvu lahko pa najamete teniškega inštruktorja, pa vas on nauči. Ne? In lahko najamete coacha za partnerstvo in vam pomaga, da pridete na višji nivo. In potem boste dobili partnerja z višjega nivoja. Kaj pa ta situacija? Je to, se pozna, je veliko več, vsaj pravijo tako, da je več tisti, ko res zdaj, ko so toliko ur skupaj, da je še več teh nesoglasij v partnerstvu. Ali pa pri enih se pa še bolj ujamejo, tako da, kako ti to opaziš? Ja, zagotovo, ne. Zagotovo, zdaj tukaj so pač več teh variant je, ne. Pač eni to opazijo, eni to ne opazijo, ne. Eni so precej v neki pozitivni psihologiji, jaz sem dober, ne. In to je včasih kot na vrtu, ni plevela, ne. Ampak v bistvu, ne. Tako da ja, jaz mislim, da v bistvu, kar se meni tiče, seveda imam stik s tem, ampak nič tako bom rekel ekstremnega. Jaz mislim, da te nekateri, ki so v nekih takih zgodbah, se potem na neke druge institucije potem obračajo, ne, pa iščejo pomoč, ne. Tako da ja, v bistvu pač čas pokaže, kaj imamo noter, ne. Povej mi, a je več, ki se obrnejo iščejo pomoč pri tebi, pa pri raznih, pač verjetno tudi pri drugih ženske ali moški se več obračajo? Jaz mislim, da to je dejansko bolj pogojeno z neko izkušnjo, ne, ker neka moja zgodba je bila, ko sem jaz bil v tej situaciji, ne, sem dejansko iskal dve stvari, ne. Sicer nisem nikoli razmišljal o tem, da bom res coach, ne, zato ker jaz sem pač v mladosti sem bil vrhunski športnik in me to zanimalo, ne, ampak potem je tako, ne. Tako da dejansko tukaj želel sem razumeti partnerke in želel sem jim pomagati, da one lahko meni razumejo, ne. Tako da dejansko nekako se je potem na tako poslanstvo razvilo, da pomagam ženskam razumeti njihovega partnerja. In moja izkušnja je, da dejansko, če jaz pomagam ženski, pomagam celi družini. Ampak po drugi strani sem se pa pogovarjal z eno znano slovensko psihologinjo, ne, ki pa dejansko dela z 99% moškimi.
Pravi, jaz jih postavim v vrsto, jaz jih ustrojim, delajo tako, kot jim rečem, in se zadeve spreminjajo. Okay. Nisem vprašal, če so srečni, ampak baje deluje. Ja. Sam da deluje, pa da si pomagamo. Ja. Ali sta osebnostna rast in partnerstvo tesno povezana? Ja, v bistvu je absolutno. Ne? Ker dejansko, bom rekel, jaz gledam te stvari skozi 3 stopnje. Ne? V bistvu najprej moramo osebno biti zreli, to pomeni, da sebe obvladamo, da sebe, ne? Potem je v bistvu pač tudi poslovno uspešni, ne? In potem v bistvu je šele partnerstvo. Ne? Ker dejansko včasih to je pač z ljudmi, ki imajo to možnost, ki so pripravljeni, ne? Dejansko tudi delal partnerstvo skozi posel, skozi biznis, ne? Ker v bistvu je tako, ne? Ko si samski, moraš sebe prepričati, da je danes lep dan, da si v redu in da se splača s tabo biti. Ne? Če sam s sabo ne moreš biti, je konec. Ne? Okay? To pomeni, zdaj, ko si v partnerstvu, dejansko rabiš prepričati še eno osebo, da si super, pa da se splača s tabo biti. Ne? Ampak ko si pa v poslu, ne, pa dejansko rabiš prepričati vsak dan na tisoče oseb, da se splača poslovati s tabo, da si v redu, da imaš vizijo in tako naprej. Ne. Zdaj, dejansko partnerstvo lahko razvijaš in rešuješ skozi posel. Ker bolj, ko si uspešen v poslu, ne, bolj si privlačen. Ne. In dejansko ker si zadovoljen. Ja, tako. Potem odsevaš tisto energijo pozitivno na še na drugih področjih. Ne moreš biti tukaj uspešen v poslu, doma pa nekomu bolj držati. Ker tisto energijo pač imaš v sebi in greš naprej. Ja, super. Mislim, seveda so ljudje, ki dejansko, jaz pravim pač, mi imamo vsi neke programe, ne, program za finance, program za partnerstvo, program za šport, ne, program, ne vem, nekdo ima posluh, ne, te programe se tudi dedujejo, ne, se pač imamo neka glasbena družina, ne, 5 generacij, ne vem, 5 generacij poslovnežev in tako naprej, ne. Dostikrat se zgodi, da nekdo, ki ima program za biznis, pa obvlada celo firmo, ne, pač doma pa otroci, pa žena pa šara, ker pa nima tega programa. Ne. Ampak če pravilno znaš te programe preslikati, ne. Tudi recimo zanimivo mi je bilo, pred leti sem bil slučajno v Dubrovniku in srečam enega diplomata. Ne. Okay. In on delal je za Putina. No. Okay. In potem mi razlaga, kako dejansko pač oni grejo, pa tam obdarujejo tiste pa večerje, pa pripravljajo teren, pa tako naprej. Ne. In potem mi pa pravi, ne, da njegova žena je pa sama doma, se pa ves čas pritožuje. In sem rekel, tvoja diplomacija pa te stvari, kaj pa večerja za ženo, darila za ženo, vse te, mislim, ista zgodba, ne, ampak dejansko ni mu prišla na idejo, da bi lahko te stvari isto delal. Ne. Da je absolutno. Marsikdo pozabi, ja. Marsikdo pozabi na to in potem se čudi čez par let, ja, kaj se je zgodilo, kje smo zgodili, ja. Če preveč, mora se biti na vseh področjih nekako, če imaš samo fokus na eno stvar, potem pa nimaš druge in je pol škoda življenja. Vseeno biti neki multipraktiki. Ja. Jaz mislim, da je tukaj en problem, da ogromno ljudi, bom rekel, partnerstvo majčkeno preveč romantično gleda. Ne? V bistvu preveč sledi samo svojim občutkom. Partnerstvo je dejansko, ko poznamo tisto, kaj že tisti mali princ, ne? Mali princ je potem seveda, ena mu je bila všeč, ne? Ampak potem se je zanjo odločil in jo je negoval in jo je vzgajal in ji dajal energijo in je potem postala vedno bolj lepa. Ne? In partnerstvo je odločitev. Ne? In v bistvu tudi v partnerstvu moramo dejansko, ne, partnerstvo s časoma potem malo zamre, pa dolgočasno, ampak to je samo zaradi tega, ker dejansko delamo in sledimo svojim občutkom. Ne. Jaz sem nekaj časa nazaj, recimo, nisem mislil na tem govoril, ampak sem en članek, en video sem delal, ne, da moramo seks dati na urnik. Ne.
Ampak v bistvu ni stvar v tem, da moramo seks kot seks dati na urnik, ampak v bistvu čas za partnerja. Dostikrat se pogovarjam z ljudmi, ki so ne vem koliko let skupaj, ne bom zdaj vprašal, to ni vprašanje, spustiva prisotne, kdaj ste bili nazadnje na zmenku, kdaj ste bili recimo s partnerjem nazadnje, če imajo otroke sama nekje za čez vikend. Recimo uspešni te ljudje po svetu, ki imajo tudi, ki so bogati, pa ki imajo tudi recimo uspešno partnerstvo, oni grejo dejansko enkrat na mesec brez otrok nekam, vsaj za en dan, če ne prenočiti in tako naprej. Samo dva, ja. Tako. In dejansko, zato ker poglejte, to je isto kot recimo, ali so to poslovni stiki ali pa prijateljstvo. Če prijateljce ne pokličete redno, potem se odnos ohladi. Če poslovnega partnerja ne pokličete, potem ni odnosa. Kaj pa partner, potem mi pa rečejo, vse smo skozi skupaj, vse smo skozi v kuhinji, vse so skozi otroci zraven. Ja, vem, ampak ni to. Kje so rože, kje so zmenki, kje so sprehodi v naravo ali pa neke take stvari. Lepa beseda, nasmeh. 10 objemov na dan, ne? Ja, absolutno. Tako kar kljukat, ne? A jih je že bilo danes 10, ne? Tako da ja, v tem smislu. Treba tudi partnerstvo, gojiti, tako kot rože, zalivati, isto to. Tako da ne sme priti v navado, vse smo skupaj, vse se vidimo, ampak tisto lepa beseda, komu boš, če ne svojim partnerjem. Kdo mi bo prvi pomagal, ko pa moj partner ali pa jaz ne. Vse smo podpisali. Ja. Malo keco, ampak jaz mislim, da ena zadeva je tlele, ki mogoče, ko recimo študiram jaz uspešne ljudi pa povprečne, uspešni ljudje imajo dejansko čisto vse splanirano. Čisto vse na urniku, bom rekel, stvari si analizira tretje. Ampak v bistvu potem, ko se pa z ljudmi pogovarjaš, jaz to ne rabim, jaz sem spontan. Potem imamo pa tudi spontano partnerstvo, spontane rezultate, spontane finance. Pade. Zakaj se nam vedno ponavljajo iste izkušnje? Iste izkušnje. Zato, ker nečesa ne razumemo. Spet ne počistimo to stvar, ne gremo do konca in potem spet privlačimo iste podobne partnerje, ker ne gremo dovolj verjetno, saj si jaz tako predstavljam, da ne gremo dovolj v sebe, da same ne vemo, kaj hočemo in potem pač to se nam verjetno zaradi tega dogaja. Tlele sta dve stvari. Ena zadeva je, da v bistvu pač imamo neko življenjsko izkušnjo in dokler te izkušnje ne usvojimo, se nam ponovi. Druga stvar je pa tukaj, da v bistvu, ko se nam nekaj zgodi, dostikrat, večinoma stvari dejansko sprejmemo samo na neki čustvenem nivoju. To pomeni, nekaj se mi dogaja, ampak dogaja se mi v bistvu zato, ker imam jaz tak program, ker je dejansko pač iz otroštva vsega, moje razumevanje vsega tega, moje pričakovanje, v bistvu so lahko čisto take zadeve, ne vem, lahko ves čas pričakuješ, da boš imel probleme, ves čas pričakuješ, da bo, nekdo v biznisu ne bo plačal ali karkoli, In ja, v bistvu to se je dogajalo, meni se je dogajalo to, recimo, da sem kar pričakoval, vedel sem, da bo vse v redu, ampak pričakoval sem, da se bo nekaj zapletalo. Zakaj? Zato, ker dramo sem rabil v življenju. Enostavno. Potem razočaran. In potem se sprašujemo, zakaj smo razočarani. Če sami to pričakujemo. Ja, seveda, ampak potem je pa druga stvar, da potem se pa odločimo, zdaj imam pa tega dovolj. Ravno včeraj sem se čatal z eno gospo, pa najprej je v bistvu, nekaj so se pogovarjali od partnerstva, pa tako naprej, in potem mi pa napiše, Miran, jaz že vem, jasno mi je,
kje so najne težave. Ne? In sem že našla odrešitev. Jaz imam tega dosti, grem ven. Kaj si tlele našla? Okay, lahko greš ven, ampak v bistvu tisto, kar je povzročilo to težavo, boš nesla s sabo ven. Sama odločitev, jaz imam tega dovolj, dejansko ni dovolj. Ker dokler ne spremenimo, če rečemo, naše vibracije, ki je pa spet odvisno od teh naših programov, nismo naredili nič. Se strinjam. Carice, drage carice, nekam ste mi tiho, dajte malo napisati. Vprašajte kaj mojega gosta. Nič bo z veseljem odgovoril. Ne upajo vprašati. Ja, ne upajo vprašati, ja. So ponavadi navajene, da imamo carice skupaj, a so zdaj sramežljive ali večjo tremo imajo, ko midva jo nimamo več, a ne? Tako. Tako da, ja, malo heca mora biti. In potem ponavadi ženske, mislim tiste, ko jih jaz poznam in se pogovarjamo tako in rečejo, zakaj v svoje življenje vedno pritegnem napačnega partnerja. To smo že malo prej rekli, ampak mogoče še imaš ti kakšno bolj razlago. Ja, v bistvu pač zopet je spet ta zadeva, ne, da dejansko ni stvar tistega, kar dejansko ti si želiš. Ne. Vesolje ne zanima tisto, kar si želiš. Vesolje dejansko zanima tisto, kar imaš vibracijo. Ne. In če dejansko si nekaj želiš, po drugi strani pa te je strah, ne verjamem, da nam se spet to zgodilo, da ne bo spet to, ne. Se ti potem ravno to zgodi. Ne. Druga stvar, ki pa je pa v bistvu tako, ne, da dejansko, bom rekel, problem je, da mi teh stvari ne vidimo. Ne? Ker v bistvu, ko smo pač v življenju, imamo neke izkušnje. Ne? Včasih recimo nekdo pride, pa zakaj jaz vedno pritegnem partnerja, ki pije? Okay. V redu. Ampak a ste že kdaj pritegnila nekoga, ki se drogira? Pa so presenečeni. Ne, to pa ne. Ok, to pomeni, da pač na tem nivoju lahko na 10 km zagledate nekoga, ki se drogira, se mu izognete in tam vam je vse jasno. Nekdo, ki pa pije, ne, ali pa recimo, ne vem, ne, zadnjo je bila ena gospa, ki je rekla, da pač ne ve, kako je enega, ki kadi, ne, dejansko pritegnila, ne, ona sovraži kajenje, pa že ve, kaj bo naredila, ga bo že načevljala, pa to, ne. Ampak v bistvu ni stvar v tem, zakaj on kadi, oziroma ker ona je tudi prej kadila. Ne. Ampak je stvar v bistvu, zakaj on kadi. Ker recimo, moj oče je kadil celo življenje, ne. Evo, Andreja pravi, da smo super. Babica mora se sama pohvaliti. Evo, še kaj srčkov, da je bolj navdušena. Ja, super. Pozdravljena, Andreja. Nazaj v Ptuj. Ja. Tako da v bistvu, ne, oče moj je kadil, ne, jaz pa športnik celo življenje in sem ga ves čas obtoževal, ne. Ampak potem kasneje sem začel razumeti, ok, ni problem, dobro, cigareti so itak problem, ne, ampak ni problem cigareti, ampak tisto, zakaj kadi. Ne, in potem se je izkazalo, da je pač ogromno strahu bilo noter, ogromno zamere do življenja, ogromno jezen in tako naprej. Ne. To pomeni, da ne, ko gledamo, mi ko sami rešujemo to zadevo, gremo na prvi nivo, to delam. Ampak v bistvu ne vprašamo se pa, zakaj to delam. In v bistvu še nivo, zakaj to delam. In še nivo, zakaj delam. Tako da v bistvu, ja, to je, ko sam rešuješ, dejansko nimaš izkušenj, ne veš, ne, če ti nekdo ne pove. To je tisto, kar pravijo, da recimo, ne vem, narediš ti, tipkaš nekaj, ne, in narediš pač napako, ne opaziš jo, natisneš ven list papirja in potem z Edixom popraviš, ne, in pač je v redu. Ne. Naslednjič spet stiskaš ven in je napaka spet tam in si jezen, zakaj je napaka tam. Ne. Ampak v bistvu ne greš pa gledati na program, na računalnik. Ne. In tu je, mi smo računalnik. Ne. Tako da tukaj je težava.
kakšne vprašanja tebi, s kakšnimi izzivi, mislim, lahko na splošno rečeš, pridejo ženske tebi? Kaj jih največ moti pri partnerji? Mogoče pa ni to zdaj ne narobe razumeti, ker pač lahko zdaj to zgleda, kot da je dejansko, da se zdaj priliko in se kot coach pritežujem in tako naprej, ampak v bistvu hočem pomagati. Ne? Dejansko je v bistvu ena stvar je seveda pač, da ne vidimo svojega potenciala. Druga stvar je, ko delamo na sebi, v bistvu imamo vedno dober občutek. Ne? Dober občutek, ker recimo, ko jaz vidim, nekdo pride k meni po pomoč, ne? In potem v bistvu, ko začne govoriti, ampak veste, Miran, jaz sem že toliko naredila na sebi. Potem že rdeče luči, smo že v narobnih vodah. Ker v bistvu jaz sem vložil v svoj razvoj, ne vem, okrog 100 jurjev, pa še vedno dejansko nobenemu še nisem rekel, koliko sem že naredil na sebi. Ko sem s coachem, ne? Ko imam jaz priložnost, da nekega coacha nekaj vprašam, jaz zagrabam vse živo, mislim, ker vem, koliko mi lahko to spremeni. Ne? In dejansko v bistvu, ko začnemo delati na sebi, ne? Po eni strani je super, da delamo afirmacije, da delamo vse te stvari, ne? Ker te zadeve nam pomagajo, da dejansko se dvignemo iz te naše situacije, iz tega, bom rekel, dna. Ne? Ampak po drugi strani pa dejansko ogromno ljudi potem začne živeti v nekem navideznem svetu, ne? In vse je v redu, vse je fajn, vse smo super. Ne? In tukaj je škoda, ne? Ker prvič pač ne izkoristijo čist potenciala, ki je, drugič pa to je isto, ko bi, ne vem, mi dva delava biznis, pa ves čas afirmira, vse je v redu, super smo, ne? Konc meseca pa treba račune plačati, pa ni denarja. Pol nismo super. Če ni rezultata, pol ni. Ne? Zato v bistvu, recimo, ko gledamo zakon privlačnosti in vse te zadeve, ne, nobeden noče manifestirati denarja. Zakaj? Ker se ga da prešteti. Vsak si postavi cilj, jaz hočem biti srečen. Ne? Hočeš biti srečen, kaj pa pol? Ne? Ker če sem jaz najbolj srečen coach na svetu, pa nisem, da ne bova zdaj. Ampak v bistvu, če sem jaz najbolj srečen coach na svetu, potem avtomatsko vrsta, ker kdo ne bi hotel delati z najbolj srečnim coachem na svetu. In recimo, toliko sem srečna, toliko sem fajn pa sama. Ja, ni res, nisi toliko fajn. Poglej levo, desno, je kakšna vrsta? Ni, Mislim, to vem, da je težko, ampak jaz sem bil tudi tam pa brskal cele dni po internetu, kjer bi kliknil pa kako in kaj. Zgubljen bil in tako, ne. Treba iti v akcijo, smo spet rekli. Pravi, če sam afirmiraš in sam čakaš, niti denar ne pride sam od sebe, niti partner ne pride, niti posel, nič ne pride. Akcija, res je, delo je rezultati, ker v bistvu, ko nekaj delaš, ne, moraš poznati korake, moraš vedeti, kako stvar funkcionira in če nimaš rezultatov, enostavno si. Mislim, to je v bistvu tudi neka zgodba, ki dejansko tudi Slovenci pač ta neka naša vrednost, ne, v bistvu težko nam je vprašati, težko nam je iti dol, težko reči, jaz pa nisem v redu. Ne? Jaz sem ravno, povem, sej ni to, ampak dejansko vidim, sem ravno en izziv sem imel ta teden. Ne? In potem sem najprej objavil, da iščem pač, ne vem, par ljudi, da jim pomagam izboljšati partnerstvo. Ne? Zelo malo prijav. Zakaj? Ker v bistvu kdo pa sploh rabi izboljšati partnerstvo. Ne? Potem sem pa spremenil tekst, pa sem v bistvu naredil, kdo bi bil v spletnem izzivu korak čudovitega partnerstva, ne? Pa smo napolnili skupino, pa še 5 sem jih mogel zavrniti, ker enostavno ni. Ker v bistvu tukaj je mogoče samo to, ne? Tlele se mi zdi, ljudje dejansko nimajo izkušnjo, ne?
kaj dejansko lahko partnerstvo prinese. Ker v bistvu to, da mi živimo skupaj, to, da se pogovarjamo, to, da se malo podpiramo, je okej. Ampak zadeva je podobna kot recimo, ne vem, nekdo, ki v Sloveniji zasluži 2000 evrov, je že kar okej, je v redu. Okay? Ampak kdo zdaj, ki zasluži 2000 evrov, razmišlja, da bi zaslužil 5, da bi razmišljal 10, 100, ne? Zelo malo. Ja. Isto pa v partnerstvu. Ne? Kdo recimo razmišlja, da bi mu lahko partnerstvo bilo tak vir inspiracije, da bi mu posel šel na 5000 evrov, da bi mu bilo lahko tak vir inspiracije in podpore. Ne? Zdaj mi padla ena misel na pamet. Ja. To je tako podjetništvo. Vsi hočemo sami nekaj narediti. Vse ne rabimo pomoči. Vsak, da ne bom zdaj kogarkoli omenjala, ampak vsak ne bom strojil, mislim, če ima sosed tak stroj, bo kupil boljšega, čeprav bi lahko, ali pa soseda, če bi lahko se dopolnila, pa en drug mu pomagala skupaj, vsak svoj, pa bi skupaj se združila, pa bi lahko več naredila, ne, mora biti njegov boljši, pa isto je tukaj, ne, po mojem pri partnerstvu isto pač mislijo, da vse znajo sami in se pol v tem krogu se vrtijo, niso zadovoljni, ne grejo pa kam drugam, da bi vprašali ali pa poiskali pomoč. Ja. Recimo jaz ravno se pripravljam, zagotovo pa nisem imel še časa narediti raziskavo, ne? Ker sem 1000% prepričan, recimo, koliko so srečni pari bolj zdravi, koliko so srečni pari bolj uspešni, koliko so srečni pari bolj, finančno, vse te zadeve, ne. Ampak mi pač, vse je v redu. Pa bolj zdravi, pa bolj zdravi. Ja, seveda, ne. Tako da, ja. Nas gledajo ženskice naše, ampak nič ne vprašajo. Dragi carice, vprašajte, če imate kakšno vprašanje, ali imate vse v redu v partnerstvu, ali imate za koga od svojih mogoče, ali za otroke, ali pač karkoli, z veseljem odgovorimo, ker po mojem nam je tudi tukaj fajn, v Sloveniji smo tudi v partnerstvu, če ni vprašanj. Res. Ja, mogoče v bistvu ena stvar, ne, ki bi tukaj tudi za to. Ne. Jaz tukaj vedno, ko se začnem z nekom delati, vedno gledamo dve stvari. Ne. Eno so pričakovanja, ki jih imamo v partnerstvu, in drugo so vrednote. Zdaj, če imata dva partnerja popolnoma različne vrednote, recimo, ne vem, nekdo hoče zaslužiti 1 milijon na leto, drug partner bi pa šel, ne vem, pomagati afriškim otrokom. Vse se da, ne, ampak v bistvu, ne, dejansko te stvari, kako jih združiti, kako narediti kompatibilne. Ne. Ker mi pravimo, razočaranje, ne, je v bistvu neizpolnjeno pričakovanje. In zdaj v bistvu, kaj se zgodi? Ne? To pomeni, pričakuješ nekaj od partnerja, ne? In zdaj sta samo dve možnosti. A partner tega nima, ne? Da si mislil, da ima, ali pa ti tega noče dati. Ne? Na začetku, recimo, ravno v tem partnerstvu, ki sem bil enem, ki je bilo skoraj super, pa sva se razšla. Ne? Jaz sem v bistvu, ko sem bil samski, ne, sem dejansko kar dosti hodil po gorah. Ampak to je pač Gorenjska, urco, 2, malo tako, to je za mene vrh glave. Ne? In ko se to mojo bodočo bivšo ali bivšo bodočo, karkoli je, pogovarjava, ne, jaz pa hodim v hribe in tako naprej. Ne? In potem, ko pa začela biti skupaj in tako naprej, pa ona pa seveda tudi bila ful vesela, jaz v hribe hodim in tako, ne? Ampak se je potem izkazalo, da tisti njeni hribi so bili po 8 do 10 ur, ne? Da so tisti njeni pohodi recimo 3-4 dnevni. Ne? Jaz pa tukaj tam, ko sva recimo, ne vem, jaz greva na izlet, hodiva urco 2, ne?
za mene to polna kapa. Jaz potem ob morju sedim, opazujem naravo, ne? Ona bi pa še hodila, jaz pa že v bistvu utrujem, pa ne gre to in tako naprej. V bistvu čisto, bom rekel, pričakovanja, ki so dejansko se, ne? In tukaj recimo, če koga zanima, ne, da vpraša, kakšna pričakovanja on ima, a so to realistična, dostikrat imamo v partnerstvu nerealistična pričakovanja, a lahko sploh kaj takega pričakujem, ne? Zdaj ravno moja skupina mi dela te domačo nalogo v pričakovanjih, ne? Dobivam tudi take stvari, partnerstvo in žrtvovanje. Je pa ni, samo koliko časa, čim se je žrtvovati zate. Ja. Tako da v bistvu, in problem je v tem, ne, da dejansko, kot sem na začetku rekel, mi se partnerstva lotevamo preveč čustveno. Ne. Začutimo nekoga, mehka kolena, spodnesene noge, ne, ampak v bistvu potem je pa ženska razočarana, sem ravno spoznala partnerja, ne, evo, hvala, pohvala. Ne, ravno spoznala partnerja, ne, pa sem ugotovila, da je že 7 let na zavodu za zaposlovanje. Mislim, zakaj pa ga ni sprašala? A ima službo, koliko ima denarja, kaj bo naredil, kaj če dobiva hčerko, kako bo to vzgajala, boš imel, a bo posojila, bodo te stvari lahko šle skozi. Ne. Recimo partnerstvo, si hotela nekaj vprašati. Izvoli. Ja, hotela sem prvo pozdraviti Jožico, Vanjo, Mojco. Mojca pravi, za zanimiv sogovornik si in odlična debata. Tako da, kar z besedo na dan, drage carice, vprašajte, če imate kaj. Hotela sem reči to, malo si tista, bi rekla, tista zaljubljenost, pa ne glede na leta, nas mogoče malo zmede, ampak moramo biti vseeno toliko, da bi se prej pogovorili, prej vprašali, kakšna so pričakovanja, veliko prej bi stvari razčistili, rešili, imamo skupne želje, ali si želi otroke imeti, ali si ne želi, kje želi živeti, če bo on šel v Avstralijo, ali pa jaz želela na drugem kontinentu živeti, če njemu to ni všeč, on je skozi tukaj doma. Mislim, čim prej spraševati in bolj vidiš, če si na trdnih tleh ali nisi že, kaj imate skupnega, kaj nimate in če je to, potem gresta v to, če ne pa čim prej na razni, jaz pravim. Ja, v bistvu je tako, ne, da dejansko mislim, da hočemo dobro, lepo izpasti. Ja. Ker če jaz pridem in da dejansko jo vprašam, ne, recimo ravno eno partnerko, sem jaz ogromno stvari spraševal, ne. Ona gleda, kako to, recimo, ne vem, greva na sprehod, vidim tam starši neke otroke kregajo ali pa kar to, pravim, kako bi ti to rešila, kako bi ti to. Kaj mi ti ves čas sprašuješ, kaj to, kaj? Ja, zato, ker te testiram, sorry. Zato, ker v bistvu imam toliko izkušenj in sem že šel ven zaradi tega, ker pač neke stvari niso bile. Ampak mi pa mislimo, hočemo biti lepi, kaj pa bi bilo zdaj, če ga, ne, en coach pravi, ne, bo rekel tako, ne, če model ne zna skrbeti za viso, tudi za micko ne bo znal skrbeti, ne, za hčerko. Točno to. Ja. Se strinjam. Predpogoj je, lepše in meni se zdi, da se prej vidiš, s kom imaš opravka, kaj si, tudi izkušnje. Japonci pravijo, da oni pri njih, ne vem, jaz sem slišala eno anekdoto, da pri njih, preden se poročijo, grejo prvo na poročno potovanje in potem vidijo, če so za skupaj ali ne. To skoraj ne verjamem, no, ampak bil sem na Japonskem 2 leti nazaj, tako da je tam bolj... Zgodbica, v glavnem, ali se ne drži več tega. Ne, jaz mislim, da v bistvu je, prva zadeva je, da mi imamo neka jasna pričakovanja, ne. Recimo, jaz gledam te stvari malo tako energijsko, ne, malo tako, ne. V bistvu, dostikrat se hecam, da je partnerstvo kot kupovanje avtomobila, ne.
Zdaj, ena stvar je, recimo, ne, če ti hočeš, ne vem, črnega BMW-ja, dizla, ker pač da malo pokuri, ne, greš na sejem, greš nakupovat, domov pa prideš z belim bencinarjem Fordom, potem se je nekaj res moralo zgoditi. Ne bo zdaj rekla, koliko caric ima doma bencinarja namesto dizla, pa ne takoj menjati se lahko, se da tudi bencinarja sfrizirati, da je manj porabi, ne? Ampak dejstvo je, ne? Kako se ti lahko to zgodi, ne? Če veš, kaj hočeš. Ne? Isto partnerstvo, ja. Si treba. In a imaš kakšen nasvet, mogoče še kaj koristnega, kaj bi svetoval tistim, ko... Mogoče ena zadeva, res, ki jo največkrat dejansko pač tukaj za sebe zagovarjam, ne sebe, ampak moški svet. Okay. A je moških, da me stopijo v bran, ne? Ampak v bistvu ogromno žensk dejansko so prepričani, kako obvladajo partnerstvo, kako partnersko znajo komunicirati, ne? Kako dejansko v bistvu gledajo, tudi recimo, jaz sem skoraj, ne moram reči, da tudi terapeuti, ne? Oziroma terapeutke, ne? Da v bistvu to, da se partner strinja in to, da partner je tiho, da nič ne reče, da naredi tisto, kar mu rečete, veste, kaj to pomeni? Nič, čisto nič. Zato, ker ena stvar morate vedeti, za moške je največja vrednota mir. Okay? In zdaj, če moški v bistvu hoče svoj mir in za mir je pripravljen plačati vse. To pomeni, ne vem, mi tam ženska napiše komentarje, ja, moj vse naredi, kar mu reče. Ja, naredi, ampak a ga upaš vprašati, da je srečen? Ne? Ja, ga bom zdaj vprašala, ti ne bo povedal. Ja, ga bom zdaj vprašala, mi res ne bo povedal. Ja, ti ne bo povedal. Zakaj? Zato, ker hoče mir. Ampak razumete? Ja. In v tem je problem, ne? Ker v bistvu vse te, recimo, take zadeve, kot recimo, hočem, ne vem, v partnerstvu, hočem biti to, kar sem. Ne? Zdaj sem se napisala, ne? Sem se odločila, da se bom o vsem odkrito pogovorila, da bom vse povedala, kaj me moti in da bom ves čas iskrena. A veste, kaj bi jaz rekel? Reši se, kdor se more. Mislim, ker poglejte, če recimo vse to, kar se dogaja ženski noter, da mi vse to pove, se to ne zdržim. To je za moškega preveč. Vsa ta čustva, vse te pa iskrena pa vse to. Zato, ker v bistvu, gledajte, v tujini sta dve disciplini, ki jih Slovenci absolutno nimamo. Ena je komunikacija, ena je pa diplomacija. In v bistvu resnica je super zadeva, ampak z resnico ti lahko človeka poškoduješ, ga lahko užalaš. To, da ti hočeš se vsem pogovoriti, je v redu, ampak mora biti pravi čas, moraš na pravi način povedati, moraš mu na pravi način servirati, to kot hrano. Morata biti oba za to. Ja. Tako da ta iskrenost in te zadeve, to je toliko. In se pravi, problem pri moških je, v bistvu malo je moških pač s partnerstvom, da se res ukvarjajo, ne, ta John Gray je edini, mislim, res tak, ne, da je praktičen in to. In dejansko moški ti ne bo tega povedal, ne. Bo naredil, samo da bo mir, da bo čim prej tako in tako naprej, ne. Potem mogoče druga stvar, ki je v bistvu, da ženske stvari doživljate, bom rekel, na čustveni, osebni ravni. Moški pa v bistvu zelo stvarno. Ne? Ker, gledajte, recimo, ogromno, kar dobim neko pač pritožbo, ne? Kaj naj naredim, moj ves čas pušča te nogavice, čisto sem znorela že, ne? Kako naj ga odvadim, se z njim pogovarjam, ne mora priti skupaj in tako naprej. Okay. Ampak prva stvar, ki je, da moramo nekaj razumeti. Za žensko, ko moški pusti
obstaja terapevtski partner, Mojca pravi. Partner, ki ga imate kot partnerja in ki je terapeut, a ki je profesionalni terapeut. Ok, bo to naredila, ker to ne obstaja. Tako da, ne, v bistvu, gledajte, jaz samo verjamem čisto mimo grede, ne, da dejansko ni v redu, sploh ni v redu, da je partnerju terapeut. Ni v redu. Posebej, da je ženska partnerju terapeut, da ženska partnerja hoče dvigati, pa dej, coacha imaš, plače. Zakaj? Zato, ker ko ženska postane partnerju terapeutka, mu postane mama. Okay? Mama pa sin pa ne smeta seksati in zato se ohladi zadeva. Glejte, če gremo samo na te nogavice, ne, ker je res, se mi zdi zelo pomembno. No? Problem je v tem, ko ženska vidi nogavice na tleh in moški jih ne pobere, v bistvu ona čuti, da on njo ne spoštuje. In ona poskuša njemu skomunicirati, naj on njo spoštuje. Njemu pa niso jasne, zakaj ona dela galamo, ker so samo nogavice. Za njega je nogavica samo nogavica, nič drugega. Nima te povezave, da z nogavico, ki jo vrže, njo užali. In zaradi tega se pač kregamo. Cvetka Škoplek pravi, pozdrav carju Mireno, gospodu Mireno. Pozdrav nazaj, Cvetka. Jaz pa mislim, da bo kaj vprašala. Ja, tako da v bistvu, ja, jaz mislim, da ni to, moje izkušnje je, da recimo to, da recimo lahko občasno, ne, ampak je v bistvu, ok, Mojca, jaz imam drugačne izkušnje, lahko partner posluša, ne, ampak v bistvu jaz vedno pravim, vsaka ženska mora imeti svojo najboljšo prijateljico. In vsaka ženska mora neke stvari sama rešiti sama ali pa z nekom, ki ji pomaga. Ne more biti partner, vse je v redu, da posluša, ampak v bistvu vsak moški, ko posluša, ne, vse, kar meni moja partnerka pove, za mene pomeni, tudi če mi reče, ne, vse je, ok, rabim samo ušesa, ne, ampak vse je dejansko pač neka odgovornost, neka zadeva, ker jaz njo želim. Problem je, moški želimo svojo partnerko imeti srečno. In če ni srečna, mislimo, hočemo vse narediti, da bi bila srečna. In ko mi ona začne govoriti stvari, kaj se dogaja v službi, okay, kaj se z mano dogaja, ok, draga, korak 1, to naredi, korak 2, to naredi, korak 3, ampak ona rabi samo ušesa. Ampak za moškega je to težko. Da v bistvu občasno so te stvari ok, da bi pa v bistvu bilo to, bom rekel, da bi kdo pričakoval neko zdravljenje, od tega pa mislim, da je preveč naporno za oba, za moškega in za žensko. Moja izkušnja. Jaz mislim, da vsak mora delati sam na sebi, mislim, sebe spreminjati in če rabi pomoč, če čuti, tudi jaz v današnji čas to ni nobena sramota, pač karkoli se treba poiskati pomoč ali pa se pogovoriti. Ker ni fair obremenjevati partnerja s tem, ne? Ja, točno to. Ker če ni coach, ne? Mojca, ja, ok, Mojca, deva se slišati, pa pogledaj. Ne, mislim, res je, tako kot sem rekel, ne, nažalost je ogromno tudi takih, sej so, ampak v bistvu, tako sem rekel, za moškega je mir, je glava in je pol srečen, da je srečen, da je ona srečna. Vpraša mene, draga, a je bilo dobro kosilo, ne? Pa pravim, jaz se drugega ne smem reči, ne? Da ni. Da, dragi, ja. Jaz bi, povej mogoče, katero zanima, ki te lahko najdejo, če bi mogoče katera, ko se noče izpostaviti, jaz vem, da so to takšna vprašanja, da mogoče, evo, tudi Mojca sprašuje za kontakt, ravno. V bistvu spletna stran miranpeterman.com ali na Facebooku, ne,
Tako da v bistvu vedno dajem možnost brezplačnega pogovora, nobene obveznosti ni, pa se potem sami odločijo, ali želijo nekaj več narediti, ali pač to za njih to, ne. Tako da v bistvu na ta način me lahko kontaktirajo. Kar ime, priimek skupaj.com. Ali pa na Facebooku, vse, če napišete noter na Google, Miran Peterman, dobite kjerkoli. Z veseljem se slišimo pa pogledamo. Bi še kaj dodal? Imaš še kaj za reči? Malo 1 urica. Zahvalil bi se Caricam, zahvalil bi se Ljubici za vse, kar dela, za tale projekt Carice, ker dejansko v bistvu pač tudi sam sem nekaj let nazaj delal na te vrednosti, pomagal ženskam do vrednosti in to, in vem, koliko je to pomembno, koliko manjka, tako da mislim, da res delaš eno ogromno delo. Je čudovito, da dejansko, da te imajo, ne. Naslednja zgodba pa, da nadgradijo še partnerstvo. Tako, absolutno. Ja, super. Če je ženska zadovoljna, cela družina zadovoljna. Cela družina zadovoljna. Ja. Hvala ti, Miran, si prijeten gost, me veseli, da si sprejel moje povabilo. Lepo se imej in drage Carice, hvala, da ste naju spremljali. Lahko pa tudi od spodaj pod tem videom lahko tudi dodaš kontakt komu. Super. Za tisti, ko bojo gledali mogoče posnetek ali pač kakor. Z veseljem. Ok, hvala. Tako, lahko noč in lepo bodi, drage Carice, prijeten večer še naprej in imejte se carsko. Amen. Ok, hvala. Čau. Čau.